in tudi znotraj Posavje Krško en zelo velik razvojni potencial in mislim, da ga bo bistveno težje uresničiti, izpeljati, vekolikor bomo ta razvojni potencial poskušali uresničevati samo z pozicij lokalnih politikov. Moram reči, da izkušnja teh zadnjih 3 let strogo govori v to smer, da dejansko ob neki vladi, ki ni imela ravno posluha za različna lokalna, regionalna okolja, pa mislim, da bo naše še posebej malce v nekaterih elementih pri posameznih nosilcih teh funkcij na udaru, da je bilo zelo pomembno, da smo bili vsaj prisotni 3 poslanci iz tega prostora. Zadnji je bil primer tudi uspešno sprejetega zakona za izgradnjo hidroelektrarne na Savi in še celo vrsto drugih stvari je bilo, ki so bili povezani z tem prostorom, ki na nek način igra pomembno vlogo predvsem na energetskem delu državi in velikokrat si kdo pač v Ljubljani ne predstavlja tega območja drugače kot lokacijo za pridobivanje energije, kaj dosti več o tem pa se ne razmišlja. To, kar se zdaj nakazuje, kaže tudi v slovenskem prostoru še na povečano centralizacijo. Nekateri novi igralci, ki se pojavljajo v političnem prostoru, ki prisegajo ali na totalni liberalizem, ali pa na drugi strani na moč ekonomije obsega in pa tudi nekih SWOT analiz, kjer se na velikih projektih se vidi in da se želi to državo resnično voditi iz centrale. Imam včasih občutek, kot da smo na Slovenijo napisali napis, tista totalna razprodaja s konto še zraven, glede na ta liberalni žargon, ki se uporablja in da bomo resnično se odločili, da smo po 20 letih prišel čas razprodaje te države. Jaz mislim, da se je Slovenija danes takšna, kakršna je, zato ker so se predvsem razvijala zelo dobro različna lokalna okolja. Hvala Bogu, zaenkrat je Slovenija še decentralizirana država, kar se tiče poselitve in vekolikor ne bo v nadaljevanju tudi na področju zaposlovanja, tudi upravnih ureditev države šlo v smeri decentralizacije, bo s to državo še bolj narobe, kot je v nekaterih segmentih že sedaj. Tudi po teh 13 letih, ki sem tudi vodim občino Krško, mislim, da smo uspeli Krško po tistem brodolomu gospodarske krize sredi 90-ih let pozicionirati nazaj na zemljevid kot pomembno slovensko mesto in projekti, kateri so tu sedaj pač pred nami, zagotovo presegajo tudi ta lokalno-regionalni okvir, zato kot sem že ocenjujem, da je moč za mesto narediti več na drugi poziciji in pa za občino in pa za celotno pokrajino. Tudi leto tega mandata, ki je zdaj skrajšan poslanski, posledično tudi te lokalne, mislim, da je leto, ki smo ga zaznamovali v občini z nekimi vsaj velikimi projekti, ki so eni strateški, kot je nakup podjetja Rudar, zaključna bilanca s postavnico zaključena in tudi Krka dobi do konca leta gradbeno dovoljenje. Lansko leto sem v tej dvorani, mislim, da smo tu okroglo mizo izjavo, da bom 2 funkcije upravljal do konca poslanskega mandata. Zdaj, ali to nisem dejal, da po zaključku poslanskega mandata ne bom več kandidiral, moram pa reči, da nisem bil odločen, kaj se bo zgodilo čez 2 leti. Zdaj se ni bilo časa 2 leti, 1 leto in kot sem želel, sem se odločil in tudi s kolegi v okviru občinskega odbora smo se o tem enormno odločili in ta kandidatura tu. Ključni projekti, prioritete vezane na energetiko, ne moramo mimo tega. Jaz mislim, da je ne samo za Posavje, za celoten slovenski prostor nujno, da čimprej se nadaljuje s hidroelektrarnami, tako v spodnjem toku reke Save, na srednji Savi, Muri. Slišim, da to idejo o Savini zanimiva, ker ti to samo ocenjujem, da to je tisti slovenski New Deal, ki ga lahko resnično naredimo in da veliko delovnih mest, pa konec koncev zelene energije in pa ta dela so upravljena 90% za slovenskim znanjem in toliko denarja se tudi zavrti znotraj države. Za naše območje zagotovo je treba narediti, da se potem, ko se je občina Krško odločila, da sprejela lokacijo za odlagališče, se v tem mandatu z določenimi direktorji direktoratov, ki so v našem prostoru zelo znani in ne na najboljšem glasu stavili, da se ni premaknili za milimeter več naprej, razen to, da so bile prepovedi za
odkupe zemljišč in pa terenske raziskave. Mislim, da je nujno, tako kot se ob Savi, ob hidroelektrarnah pridobijo protipoplavne zaščite, možnost, kot je že kolegica omenila, namakalnega centra za sadjarstvo, zelenjadarstvo, poljedelstvo ob teh akumulacijah, dokončanje obvoznic, tudi odlagališče ponuja določene izzive. Prizadeval se bom to, kar je bilo že večkrat tu v tem prostoru izpostavljeno, da agencijo za radioaktivne odpadke preselimo v Krško. Mislim, da je to ključna naloga, da se izgradi odlagališče in ni treba, da je ta zadeva na Parmovi v tistem štuku, kjer moš kar fajn klicati preden skozi vrata pridiš, ampak da bo tukaj v tem prostoru in da bo tudi te ljudje počasno naš jezik in naš slang malce razumeli in bo tudi lažje z umestitvijo teh objektov in pa samo izgradnjo. Vezano na to odlagališče je cela vrsta protokolov, ki so ključnega pomena za občino Krško, predvsem v luči nove finančne perspektive 2014-2020, ki je pred vrati. Mislim, da smo to prvo izkoristili tako, kako se je dalo in da so te viri, ki so tu na razpolago dogovorjeni, podpisani, izhodišče za novo finančno perspektivo, na katero se treba tudi dobro pripraviti, tako na lokalnem, regionalnem kot na državnem nivoju. Mislim, da je ključno tudi, da se v državi doseže in racionalno razmisli okoli jedrske elektrarne, čim prej dobiti podaljšanje za 10 let, da se stabilizira situacija okoli jedrskega bloka 1, da pa stroka, vodstvo GEN-a, nuklearke dela intenzivno na dokumentaciji za eventualno umestitev drugega bloka, ki pa bo predmet nekega širšega mednarodnega konteksta, ne samo kakšne lokalne odločitve. Mislim pa, da je za varno obratovanje nuklearne zelo pomembno, da je ta stroka živa in da se tudi vidi vsaj tistih 2033 pred očmi, tako da ima mlad človek tudi možnost za odločitev za študij na fakulteti, ne vem, za energetiko, strojništvo, gradbeništvo ali kaj podobnega, kar so kadri in da se tudi na ta način stabilizira in da zagotavlja varno obratovanje v prihodnosti. Financiranje fakultet, s tem smo presegli regionalne meje kot občina in tudi prostor, dve v Krškem delujeta, v Brežicah je tik pred začetkom, s tem, da na koncu smo dobili skoraj takšen odgovor, zdaj jo imate, kupite si jo, plačite si jo, pa boste imeli fakulteto, ki je članica univerze, tako da jaz mislim, da tukaj bistveno, da je treba zagotoviti pošteno financiranje tudi novo nastalih fakultet in na ta način narediti to podobno, kot so Finci naredili, da so s 13 univerzami decentralizacijo države naredili in pa tudi razvojne zagone okoli vseh teh univerz. In v našem prostoru je projekt Zelen gospodarsko središče v Vrbini, odobrenih 6 milijonov evrov sredstev, nadgradnja z 7 iz eminentnih 12 slovenskih gospodarskih podjetij, ki delujejo na zeleni energiji in to mislim so tiste priložnosti, ki so poleg konvencionalne proizvodne električne energije v energetiki bistveno več, to je področje učinkovite rabe in pa zelenih energij. Decentralizacija države, zagotovo je to ena od ključnih zadev, župani več ne bodo in ne bomo poslanci, mislim pa, da bo tisti ljudje, ki kaj vedo o lokalnem nivoju, ki kaj vedo o tem tudi, kako se sprocesira kakšen evropski projekt, dobrodošli v slovenskem parlamentu, ker vidim, da pri marsikaterim od kolegov je teh znanj zelo veliko manjkalo in kaj več kot dolgi jezik, pa govorenje o tem nisi prepoznal iz tistih besed, ki so se tam vrtele. Področje samooskrbe, lokalne predelave, s tem bi se ponovno, to je ena od ključnih točk, ki smo v stranki zastavili tudi na tem področju, meni tuje in tudi sem v tem delu programa tudi aktivno sodeloval. Imamo med nami tudi direktorja Kmečke zadruge Sevnica, ki zelo dobro kaže, kako lahko zadruge tudi funkcionirajo v slovenskem prostoru, kakšne bi morale biti zadruge in mislim, da to neko jedro ob ostalih močnih akterjih na področju kmetijstva, kot je, ne vem, Eurosat, tudi ostala podjetja in pa zadruge, ki so v prostoru od Krške kmečke zadruge, močnih posameznikov, kliče samo po sebi po eni zelo dobre organizaciji in pa organiziranemu trženju. V tem delu pa mislim, da smo tudi si zadali cilj, da bomo pa ne zadrugom, ampak zadružni zvezi pa dobesedno nastavili ogledalo in se mislijo, kaj spremeniti, sicer je treba na tem področju nekaj narediti in pa kmetijstvo, kmetstvo organizirati in ta stik med potrošnikom in trgovcem hrane čim bolj pristen in ga tudi spraviti v funkcijo pridobivanja tistega zaželenega delovnega mesta na podeželju, ki ga mislim, da ga lahko ustvarimo. Toliko še z moje strani in predlagam, da ste na vrsti zdaj novinarji za vprašanje, ker obstajajo še kakšno vprašanje za bilo koga od nas.